Živjo in lepo pozdravljena v poletni videoseriji Avtentične in ženstvene. To so video pogovori z ženskami, ki so že našle svojo avtentičnost in so v tem, da druge ženske učijo, kako stopiti v njihovo avtentičnost, v tem so našle tudi svoje poslanstvo. Tako da vsak četrtek ob 20. v teh poletnih mesecih se nam boste lahko pridružili in si pogledali nov pogovor z eno od fantastičnih žensk, ki jih imam čast poznati. In prva v tej seriji danes je z menoj Suzana Grau. Suzana je igralka in ustanoviteljica Luna Templja, dela obredna potovanja, rdeče šotore, da ne bom kaj narobe prebrala, dela posvetitve mladenke v žensko in čiščenje maternice. Tako da drugače pa odlična prijateljica, velika ženska z velikim srcem in zato sem zelo počaščena, da je lahko z mano. Torej, Suzana, pozdravljena na današnji 13. julij. Zdaj tako najprej bi te vprašala v bistvu o tem, kako je bila tvoja pot v tvojo avtentičnost, kako si ti našla to svojo pot, ki v bistvu te vodi med ženske, z ženskami, vse v povezavi z žensko energijo in pa predvsem ta obredna potovanja in zgodbe, ki jih ti vodiš, to je meni tako, wow. Ja, pozdravljena, Manca. Hvala za povabilo in hvala za tvoj pogum in ta tvoj talent, ki ga imaš, da jaz sem se zdaj odločila, dajmo to narediti, ni usodno, zmoremo, 1, 2, 3, čap, a ne? Akcija, a ne, res ta strelčevski pogum, ki ga ti imaš, a ne? Tako da hvala za povabilo. In če pa zdaj pomislim v bistvu na to tvoje vprašanje, bi rabile več kot pol ure, da bi res lahko odgovorila vse, kako sem našla. Bolj se mi zdi, da je to res odkrivanje vsak dan znova. In vsak dan znova se odločiti in vsak dan znova sebi pritrditi, videti svoje demone, tiste plašljivce, strahove, vse, kar nas drži nazaj. In takrat, ko pa dobro teče, haleluja, praznovati. Tako da neki iztočnic takih, kako so mene vodile, zagotovo akademija. Igralska akademija je bila res ena taka prva prelomnica zame, da se mi te introvertirane deklice, mladenke, začela v bistvu odkrivati, kako se lahko izrazim. In v bistvu tudi to, če gledam, kaj je nekaj, kar jaz najbolj nagovarjam ženske, je res izrazi se, izrazi svoje roke, izrazi svoje prsi, izrazi svojo seksualnost. Dej, živo, dajmo si dovolj biti žive. To se mi zdi. In če rečem, kaj je ta neka cela linija, kaj sem počela do zdaj, je iskanje in sidranje tega, koliko se jaz lahko izrazim. In kako vse se lahko izrazim. Ja. A ne? Ja. To. Ja. To je, se mi zdi, ena taka stvar, ki jo ljudje enostavno imajo velik strah pred izrazicami. Ja. In to mi je všeč, ko si rekla, to je v bistvu vsak dan znova. Ne? Ja. Se mi zdi, da ljudje velikokrat prevečkrat mislijo, da bojo šli na 2-3 delavnice, naredili en seminar in zadeva bo kar samo od sebe nastala. Ne? Je veliko bolj pomembno, kaj se vsak dan zgodi. Ne? Na seminarju je vedno super, razen če je slab seminar, no? A ne? Ampak na seminarju res vedno smo razsvetljene. Vedno je vse, zdaj pa to razumem, zdaj pa to vem, zdaj pa tak. Ampak je res ta dnevna praksa. Bolj je treba to v prakso Skozi. Danes govoriva o dnevih. Danes smo 13. in prej sva se že pogovarjali, dajva razbiti ta mit o nesrečni 13. In kaj je v resnici
13. Število 13, ki ni petek 13 in to, kar je povezano z vraževerjem, ampak v osnovi, kaj je 13, to znaš ti tako zelo lepo razložiti, tako da bi te zdaj povabila, da deliš to z nami. Prejšnji sem se srečala z eno mojo prijateljico. Ona je rojena na petek 13. In je imela ravno eno svojih težjih obdobij. Tako, ko zna prideti to. In so se pogovarjali, ali pa bolj bili. Bolj je bil ta moment, ko v bistvu ene stvari ne moreš z besedami razrešiti. Je treba sem pač biti zraven. Pa je rekla, veš, sej, vem, zakaj je tako v mojem življenju. Mi je prejšnjič ena numerologinja rekla. Sem rekla, kaj pa je? Jaz sem rojena na petek 13, zato pa imam nesrečno življenje, zato mi pa gre vse narobe. Najprej vdih in izdih naredila. In sem gledala in sem rekla, no, zdaj ti bom pa jaz mojo verzijo povedala, kaj je petek 13. Petek 13. Če si predstavljaš čas nazaj, res čas nazaj, pred patriarhatom, ko smo ženske imele tablico, na katere smo delale križce pa krožce oziroma tiste črtice. In jih je bilo, za 13 lun se je napolnilo leto. Torej leto je imelo 13 lun, 13 menstrualnih ciklusov. Naši prvi koledarji so nastali na osnovi naše menstruacije. In če pogledamo potem prvih 5 let, prvih 10 let, prvih 100 let, prvih 1000 let, drugih 1000 let in kolikor časa traja. Kaj smo iz tega, ko smo zamenjali koledar, v bistvu naredili tudi za nas? Take zgodbe, kot je ta, če imam menstruacijo, sem nesrečna, oziroma pa pač zgodbe okrog tega. Pa tudi ta del, ki je še s 13 povezan, da v bistvu je transformacija. Tako, kaj je ta naša cikličnost, ta naš menstrualni ciklus, je tudi ena velika preobrazba konstantno. Tako, kot so na začetku rekli, da sem, wow, super, mi gre, ker ovuliram. Peak time. Naslednji dan ni bilo oploditve, depresija pod podzemljem. Da je koliko enih zgodb je nastalo v bistvu iz preprostega odmika od tega, kar je najbolj naravno. No in to ti vračaš ženske v te njihove zgodbe, v to njihovo v bistvu najbolj naravno stanje. Kaj je tisto, kar si v tej svoji dolgoletni praksi ugotovila, da nekako najbolj muči ženske, ki imajo največje izzive, ki jih skozi te zgodbe potem tudi razrešujejo? Veš, kaj zadnje čase najbolj opažam, Anca? Da po eni strani v bistvu toliko poudarjamo ženstvenost, pa poudarjamo ženski princip, da se nam zdi, da se bomo izneverili temu, kar smo končno malo osvojile, če bomo imeli tudi moški princip v sebi. Ampak samo ženski princip ne bo prinesel naših sanj na zemljo. Harmonija je potrebna. Ja. Oboje je pomembno. Ja, to. In opaziš, da se recimo ti rdeče šotore delaš že kar nekaj let. Opaziš, da se je kaj spremenilo v teh letih? Ja. To pomeni, da bo boljše. Ja. Seveda, jaz rastem tudi zraven. In vem, kaj je bila tako ena sezona, mislim, da 2 ali 3 leta nazaj, ker sem tako celo sezono ugotavljala, da nas je ženske strah reči, dobro mi je. Ali pa, zdaj pa zaprimo oči, pa ne vem, rokice na maternico ali pa na srce ali pa karkoli. Kaj čutiš? Daj glas. In ni bilo glasov. Tišine smo imeli, strah tega, da bi tle prišlo. Izraziti se, tudi to je del tega. Da bi to prišlo ven.
In zdaj to že ful boljše. Tudi zelo mi je lepo, ker same rečejo, rabimo več plesati, čutim potrebo potem, da bi plesale. Aha, zdaj smo se pogovarjali, a bomo kaj tudi plesale? Si rekla, da bomo plesale, da je, da slišijo to željo, ker mi ženske res čudež delamo, če pojemo, če plešemo, če život, če žmoh, Zdaj, menstruacije sva se že dotaknili in teh menstrualnih ciklov in teh potovanj, ki se dogajajo skozi naš menstrualni cikl pri ženskah. Kaj pa čiščenje maternice? Lahko nekaj o tem poveš, ker tako, jaz verjamem, da veliko žensk še vedno ne ve, kaj to v resnici pomeni. In potem to tako slišati, čiščenje maternice, kaj vzameš krtačo, pa kaj se je menstruacija, kako, kaj v bistvu je čiščenje maternice. To energetsko govorimo, ne fizično. Ampak kaj to je, če lahko malo osvetliš to temo? V bistvu, če si predstavljaš tako življenje, ki ima polno izzivov in polno darov, in imamo spolne odnose, ki so dobri, in imamo spolne odnose, ki pristanemo na njih ali pa mogoče tudi zlorabe. Imamo linijo prednic in prednikov, ki so izkušali vojne, ki so izkušali težke stvari. In v bistvu vsakdanje življenje, kjer je ogromno čustev. In zdaj, koliko znamo delati dnevno alkimijo tega, kar se nam dogaja. Da v bistvu, ko zaključim dan, res zaključim dan in se ne zbudim naslednji dan še s tem, kaj že včeraj je bilo nekaj groznega, kar se mi je dogajalo. In vse nepredelane stvari v bistvu mi pospramo v naš telo. Bom ne na maternico, ampak bom dala pol na maternico primer, ampak pred leti me je prijateljica masirala in masirala v bistvu tukaj zadaj, pač celo telo in potem je prišla na srčni predel. In je pritisnila eno točko in jaz sem se spomnila dogodka iz otroštva, je takole ven skočilo. Ali pa recimo, ko sem delala joni savne, pa sem se potem dotaknila G točke, pa je prišel spomin na eno zlorabo, ko sem v moji zavesti ni več, jaz sem to že vse preplesala, zaključila, ampak telo se pa še spomne. Prav celični spomin telesa. Ja. Prav, da kakšne stvari razumeš, pa so res tvoje, in jih res pospravimo, ne vem, lahko pospravimo jezo, lahko pospravimo žalosti, bolečine, sram, seksualni sram, vse te, pa lahko je tudi spolna usmerjenost, da v bistvu naša družba podpira klasično usmeritev, heteroseksualno. Vse, kar odstopa od tega, že nisi v tej pravi kategoriji. In tudi to spravimo noter. Vsakič, ko smo rekli ja, pa smo dale, pa v bistvu ne bi. Potem, če je imela moja mama zgodbo o tem, kaj pomeni biti ženska, pa kako, pa nalepke okrog tega, pa mogoče jaz mislim, da sem že predelala, ampak hkrati imam pa boleče menstruacije, pa ne razumem, zakaj. Pa sicer sem tako, se mi zdi, da se dobro razumem s svojim telesom, pa s seboj. Ampak hkrati me še vedno boli. In je za pogledati, kaj je res not. In pa so pač razni načini, kako se to lahko, glede na posameznice. In to je verjetno fajn narediti v podpori, ker ženske prevečkrat mislijo, sej bom sama, sej zmorem sama. Tako da ta podpora je verjetno zelo pomembna tukaj, ker lahko pridejo stvari, na katere
pa ne v smislu, da zdaj strašiva, ne? Ampak fajn je, da drži prostor. To držanje prostora je zelo pomembno za žensko, zato da lahko si dovoli to in da lahko gre skozi to, verjetno. Pa to manjca, meni je prejšnjič, sem poslušala enega učitelja, ki me kar navdihuje, in on je v bistvu, ne vem, star je 55 let, in je od 17. leta v bistvu dela. Torej, gospod ima 40 let skoraj prakse. In jaz poslušam njega zdaj 40 let kasneje. 40 let prehojene poti. Pobiram njegov nektar. Meni ni treba tega prehoditi. Vem, katere pasti so. On jih je že predelal, on mi podaja, glej, takole se loti tega. Tako dobro povedala, da so šli meni mravljinci. Ja, to je. To, ne? Da ni potrebno tebi skozi 40 let dela, ampak da res vzameš tiste draguljčke, ki so že zbrušeni. Ne, da se rabiš z njimi obadati. Pa to, v koledarju za boginje je bilo včeraj, daj ne biti taka cankarjanska mati. Torej, jaz moram vse sama. Jaz moram vse sama, bom potrpela, saj ni toliko hudo. Koledar za boginje, ki si ga kar omenila, daj povej več, kaj je to? To je projekt, ki ga delaš skupaj še z ostalimi ustvarjalkami. Povej. Koledar za boginje je koledar naše mesečno darilo. Vsak mesec se nekje okrog polne lune s Tamara Mihalič. Ona dela te eliksirjeve dobrote, granole, veganske stvari, kroglice, namaze. Se usedeva in v bistvu pač se dotakneva tega, kaj meni dogaja v tej zgodbi trenutno, kje sem v življenju in kaj njej dogaja. In potem vključiva, kaj slišva, da se dogaja v najini okolici. In nekako to potem iz tega izbereva ven, kaj je dejansko tema za naslednji mesec. Če rečem tema, kaj se nekako učimo, kaj vsaka lahko sidra. Ne vem, recimo 2 meseca nazaj smo zelo čutili tematiko očeta, da zelo prihaja ven in je bil zelo mentalen koledar. En mesec pred tem je bil, oh my god, sočnost, vse je buhtel, še naslovnica je bila taka od Katarine Vidmara. No in v bistvu pač povabva potem ženske, da tudi napišejo svoje misli. In je za vsak dan posebej misel, nekaj, kar nas nagovarja. In potem ga predava Niki Bradač, kraljevski oblikovalki, da ona to nekako ustvari. Tako da v bistvu, kar je meni tle noter zelo všeč, je spet ta osnovna premisa izrazi svoje življenje. Torej, na eni strani Medve s Tamara vsak mesec to sidrava dol, po drugi strani pa snubva ženske, da delijo z nami svoje slike, svoje fotografije in svoje misli, da pišejo. Kje se to dogaja? Na Facebooku. Na Facebooku pa potem pač koledar za boginje. Ja, koledar za boginje in potem pač dobijo koledar. Odlično, se prav se lahko pogleda vsaka in tudi sodeluje zraven. Aleluja. Ja. Kaj tebe najbolj navdihuje oziroma fascinira, ko delaš z ženskami? Naš pogum. To. Da v bistvu ne glede na to, kakšne zgodbe nosimo, s čim vse se identificiramo, kaj vse nam je izziv, ta vztrajnost. Če sem prej na črni in trpki humor rekla cankarjanska mati, ampak hkrati je pa tukaj taka močna kvaliteta res toliko zdržati, toliko ne obupati.
ob vsem, kar se nam dogaja v življenju, vsak dan znova vse glih ostati. Pa, To se mi zdi ena taka zelo pomembna stvar, ki si jo zdaj omenila, ker večina žensk misli, da tega poguma nima. Ne? Ja. To je najbolj in jih je treba spomniti, kaj vse, koliko so močne, da so v bistvu dale čez, kar so dale. Tako, to je res ena taka lepa kvaliteta, ki si jo zdaj dala kot povzetek vse. A bi rekla, da je to tudi tvoj zakaj počneš to, kar počneš, ali kaj je tisto, kar tebe žene, kar tebe motivira, da delaš z ženskami? Ne vem, če je to motivacija, no. Tako, veš, začela sem pisati knjigo, lani. In sem naredila, nekaj sem napisala in sem prišla do neke točke in sem videla, da zdaj pa je čas spet za prehoditi. Enih stvari ne vem, ne. In berem zdaj knjigo od enega svojega učitelja, ki je 12 let starejši od mene. In vidim, kako res, ko gledaš nazaj, razumeš, zakaj ene stvari delaš. Ne? In se mi zdi, da bi lahko prav pošteno odgovorila, zakaj. Se mi zdi, da moram prav še delati. Ne? Vidim, kako me gane, ko ženske naredijo preboj. Ko iz te male majhnosti naredijo majčkeno več, pa še majčkeno več, pa še majčkeno več. In se mi zdi, da v bistvu, če to sidramo, če me to ženske sidramo, in da se naučimo nazaj povezovati, kaj bomo predale našim pupkam in našim pupkom. Ne vem, to se mi zdi. Kakšna je pa tvoja vizija? Vizija ženske, ki vejo, da so najboljše pod soncem in ki v ta prostor spuščajo moškega. Da je res neka harmonija znotraj mene, znotraj nas. Da lahko drugo žensko res vidim, da si jo upam podpreti, čeprav me je strah, ne vem česa, o tem bi se dalo govoriti. Ampak da sem jo pripravljena podpreti. In hkrati, da se začne ta alkimija med nami, da je, začela se je že, da se nadaljuje. Ja, da se plemeniti, da se plemeniti. Da res ustvarjamo družbo Platonovo. Kako bi potem povabila ženske, ki želijo biti v takšni zgodbi, ki želijo v bistvu izraziti sebe in tako, kaj počneš, kam jih vabiš, tako bom rekla, no? Kaj je tisto, kar jim priporočaš, ali kam bi jih želela povabiti? Zagotovo bi jih povabila na koledar, da tle je taka lepa platforma, se vzpostavlja. Potem bi jih povabila na obred ob ognju, ki ga imamo zdaj v soboto in delamo tematiko očeta. In te obrede ti večkrat delaš, Ja. tako da tudi če tega slučajno zamudijo, nič ni izgubljenega. Imamo potem naslednjo soboto Magdaleno, Aha. to bomo delali na morju. Ja. Potem v bistvu za avgust mislim, da bo bolj dopustniški. Jeseni pa nameravam v bistvu narediti en tak program, ki bo to, kar delam zdaj individualno, alkimijo maternice, preporod ženstvenosti in kreativnosti, da bomo to delali v skupini. Powerful. Ja. To bo pa powerful. Delaš tudi še rdeče šotore? Ja, to je vse rdeči šotor. Okay, kje te potem najdejo? Kje te lahko
kje ti lahko sledijo, Ja. tako da se malo navadijo mogoče, Ja, ker vemo, ja. da ljudje se rabijo malo navaditi najprej. Ja, kar pišite mi na alunatempel@gmail.com ali pa na www.alunatempel.blogspot.com, na Facebooku. Na Facebooku imaš prav Rdeči Rdeči šotori, in ženski Suzano Grav. krogi, ne, Tako. Suzano Grav. Tako, Da tam tudi lahko se pofočkajo Alele. in spremljajo Ja, tisto, ja, kar je potrebno. ja. Ne. Tako da Manca, kaj smo že? Dajva še kaj, bomo zaplesali. kaj bi bila še tvoja zadnja misel oziroma kaj bi želela podeliti, tako, kaj začutiš zdajle, da je, bom rekla, na poti mogoče tudi tej videoseriji, ki je spet en tak, bom rekla, ženski cvet. Veš kaj, vsak dan trenutno imam prakse, ne? Tako Ja, kot so prej ja, rekli, prakse ja, so nujno ja. pomembne. In vsak dan si dam eno pesem, lahko jih je več, ampak ena je a must. Ja. In grem čez telo, kako je, Kako jo čutiš? ja, kako se čutim in kako se želi danes izraziti. Ker je fascinantno. Jaz včasih mislim, joj, koliko sem jaz slabe volje, koliko je mene strah, koliko je mene ne vem kaj v glavi. A ne? In glava ima prav, to je čista resnica tam gora. Ne? Pa se dam pa pesem. Vidim pa, meni ful dogaja, meni je cel žur danes živeti. A ne? In 5 do 7 minut na dan si vsaka lahko vzame eno pesem, en komad, kjerkoli, lahko je random, lahko je izbran, Despacho trenutno ful hara. Tako da en komad na dan si daj gor in Se prepusti, se izrazi. Suzana, najlepša ti hvala za ta pogovor, za to, da si otvorila to video serijo, Aleluja, da si delila aleluja. z nami ta svoj žmoht, ki ga ti imaš, ki si ga upaš izraziti in si za to navdih. Hvala ti in te podpiram na vsakem koraku in ti želim še veliko uspeha. Deva. A loviš? Hvala. Enako. Draga ženska, avtentičnost je že v tebi, prav tako tvoj pogum in tvoja veličina. Verjamem, da te je ta pogovor navdihnil, da se odpraviš na svojo pot. Ampak pri tem nisi sama. Sledi svojim občutkom. Kaj ti je bilo všeč v tem pogovoru? Kaj je bil tvoj aha moment? Deli ga z nami v komentarjih pod videom spodaj ali pa mi piši na infomanca.si. Namreč, ko delimo stvari, se te pomnožijo in mogoče ima še kdo drug potem kaj od tega. Tako kot ti Suzana ponuja potovanja na njej avtentičen način, tako imam jaz svoj avtentičen način in ti lahko najdeš svojega. Avtentična Yin Akademija kmalu odpira svoja vrata in če začutiš, da je to nekaj, kar je tebi pisano na kožo, potem se le javi. Lahko mi pišeš na infomanca.si. Vabljena tudi na Facebook stran Manca Razboršek Life and Soul Coach, kjer dnevno delim uvide, navdihe in pa tiste misli, ki jih začutim, da so primerne za mojo skupnost žensk na Facebooku. Vsak ponedeljek ob 19. pa si lahko na Facebook Liveu ogledaš navdihe za tekoči teden. Tako da možnosti, kako lahko najdeš svojo pot in svojo avtentičnost, imaš veliko. Do naslednjič, do naslednjega pogovora, en čudovit pozdrav in se vidimo. Čau, čau.